Ste že bili kdaj na sodišču, ko pade obtožba in rečejo, kriv si ali kriv je ali karkoli? Podobno je v vodenju sestankov. Ogromno vodi ne pove, zakaj je to dobro za firmo, za stranko, za konkretnega sodelavca, ampak samo reče, tole moraš narediti do takrat. To je zelo podobno kot moja to-do lista vsak dan, tisto, kar imam za narediti. Moram. Ne znam razločiti, katere prioritete, kaj je najbolj pomembno, da danes naredim, kasneje in tako naprej in kaj lahko pripravim za naslednji dan. Se vam dogajajo podobne stvari? Zdaj, če ste vodja ali pa če še boste vodja postali, je fajn, da o tem malo več razmišljate, da poskušate najti dobro varianto, kako to dobro rešiti. Da ne bo obstalo, da pridete na sestanek in vas kar obtožijo nekaj in greš sklonjeno glavo, ne veš niti, da si kriv, si dolžen, ampak tako je. Sestanki morajo biti pripravljeni dobro, voditi se morajo kratko in učinkovito. Najboljše je sestanke voditi tako, da so napisane naloge ali projekti. Pri projektu zraven se določi odgovorna oseba, kar je ena odgovorna oseba, ne vi dva naredita, ena odgovorna oseba in pa datum, dokdaj ta oseba pričakuje, da bi lahko se to zgodilo. Dostikrat nekateri rečejo, veš šef, ampak jaz imam čisto polno dela. V redu, takrat je treba pogledati, katere stvari so prioritetne in ali je ta naloga, ki jo je zdaj šef dal, prioritetna in da lahko nekatero od drugih nalog mogoče opravi kdo drug. Zdaj, v majhnih podjetjih je to zelo normalno, da je interaktivno, da če sem jaz zadolžen za eno nalogo in potrebujem še enega, drugega, tretjega sodelavca, vsi sodelujemo na tem, ampak vedeti pa se mora, da če sem jaz odgovoren za to nalogo, da bo opravljena in datum do takrat, ko to mora biti končano, je to moja odgovornost in se moram jaz boriti za to, da bom to naredil. In zdaj, v podjetjih, kjer je vodenje tako prožno in so vodje zelo ozaveščeni, da je treba povedati te razloge, zakaj mi to počnemo, je to dosti lažje. Tudi zdaj po krizi se je videlo, ko so ljudje prihajali nazaj v podjetje. Kako nekateri so sami najdeli, da je treba zdaj pa delavnico pospraviti, da je treba marketinške materijale urediti, da je treba spletno stran pregledati, pa vse tekste popraviti, pa kakšne slike zamenjati in tako naprej, da so sodelavci sami iniciativno videli, kaj je potrebno narediti, ampak prej ni bilo časa, ker je bilo dovolj naročil, dovolj povpraševanj, mogoče je zdaj tega manj, ampak je treba neke stvari narediti. In se pravi, če pravilno vodimo, mora biti zmeraj jasno, zakaj je to zame pomembno, zakaj je to za naše podjetje pomembno in predvsem, zakaj je to pomembno za kupca. Zdaj, tisti, ki delegirate, ki vodite dostikrat, jasno poveste, kaj je naloga, zakaj je pomembno in zdaj, če jo znate tudi vi narediti, če ste lahko mentor, da obvladate, potem povejte tudi kako. Če pa ne znate, potem pa ne modrovati, kako naj nekdo naredi, ker sem zmedo naredite. Če ne znate, naj naredi, bomo potem analizirali, pa bomo videli, če se da še kaj izboljšati. Če ne veš, ne govoriti, kar je dostikrat večji problem kot rešitev.